Pozdravljeni. Verjetno se marsikdo sprašuje, kakšne težave je imel George Russell s sistemom DRS proti koncu dirke za veliko nagrado Bahreina in zakaj ni bil kaznovan. Na to in marsikatero drugo vprašanje bom skušal dati odgovor v naslednjih minutah. Če hočemo malce bolje razumeti, kaj se je dogajalo v finalnem delu dirke za veliko nagrado Bahreina, menim, da moramo najprej na hitro obnoviti osnovna pravila glede uporabe sistema DRS. Če hoče voznik uporabiti Drag Reduction System, mora izpolniti dva pogoja. Prvi je seveda tisti, kjer na detekcijski točki je njegov zaostanek manjši kot sekunda, glede na voznika, ki je pred njim. In ne glede na to, ali je voznik pred njim tisti, s katerim se bori za določeno mesto, ali pa oni, ki zaostaja za krog ali več. In drugi pogoj je sam po sebi umeven. Namreč voznik se mora nahajati znotraj območja, namenjenega uporabi sistema DRS. Kolikor dva pogoja nista izpolnjena, lahko voznik pritiska na gumb DRS, ampak ne bo se zgodilo absolutno nič. In tu je treba poudariti, da nad izpolnjevanjem pogojev ne bdijo ekipe, ampak FIA. Njihov sistem je ločen od tistega, ki se nahaja na samem bolidu in s katerim upravlja voznik in seveda sama ekipa, ki je bolid sestavila. Tako da nam je jasno, kako je zadeva, hočeš, nočeš, nekako samostojna. Ampak po drugi strani nam je tudi jasno, da prihaja do določenih napak, do določenih primerov, kjer zadeve ne delujejo tako, kot so si nekateri zamislili. In nekaj takega se je zgodilo na veliki nagradi Bahreina. Morda ste opazili, da je pred začetkom vsega tistega, kar je pripeljalo do preiskave, ime Georgea Russella na onem stolpcu, ki ga vidimo na televizijskih ekranih, nekajkrat kar tako brez pravega razloga zdrsnilo navzdol in se ponovno vrnilo na sam vrh. In tu lahko predvidevamo, da tisti transponder, ki skrbi nad tem, da se časi določenega voznika lepo vpišejo v sistem, ni deloval najbolje. In verjetno tudi zato sistem, ki upravlja DRS, ni razumel, da je bil George Russell nekako bližje svojemu nasprotniku, da je bil njegov zaostanek manjši kot sekundo. In ko so pri FIA opazili to napako, so ekipi Mercedes sporočili, da lahko uporabljajo tako imenovani bypass. V Formuli 1 so mnogi sistemi podvojeni prav zaradi takšnih primerov. Ukolikor nekaj ne deluje, ukolikor pride do kakšnega škrata, imajo ekipe možnosti uporabe nekega drugega sistema, ki je lahko malce bolj enostaven, ampak mnogo bolj zanesljiv. V tem primeru, ko se uporablja ta ročni sistem, je voznik tisti, ki ima popoln nadzor nad vsem dogajanjem, čeprav mora bdeti s pomočjo ekipe, da izpolni oba pogoja kot v prejšnjem primeru. In tu velja poudariti še nekaj. Ta pomožni sistem rabi drugi gumb za aktivacijo kot on prejšnji. In seveda voznik premakne
stikalo na svojem volanu in da drugemu gumbu novo funkcijo. In tu je prišlo do tistega, kar je pripeljalo Georgea Rusella kmalu do tistega položaja, ko bi lahko izgubil drugo mesto na veliki nagradi Bahreina. Gumb, ki odpira ta pomožni sistem DRS, je isti, ki ga voznik uporablja, ko želi govoriti s svojimi inženirji na komandnem pultu. Namreč ta gumb je na desni roki in je malce večji kot vsi ostali, zato da v stresni situaciji voznik ne razmišlja preveč, katero stikalo je tisto pravo. A George Russell ni imel samo težav s sistemom DRS. Tudi njegove zavore niso delovale pravilno. Tako imenovani brake-by-wire je deloval malce čudno in Russell je to hotel sporočiti svojim inženirjem, svoji ekipi. In seveda v tistem izjemno napetem trenutku je pritisnil gumb za radio, ki je bil v danih okoliščinah tudi isti, ki je odpiral sistem DRS. In zgodilo se je, da za nekaj sekund izven območja DRS in ne da bi bil dovolj blizu svojim nasprotnikom, je George Russell dobil prednost. Takoj se je zavedel onega, kar se je zgodilo, in spustil stopalko za plin. Namreč sistem DRS se zapre, ko voznik zapusti to točno določeno območje, ali pa ko samo za malenkost dvigne nogo svoje stopalke za plin. Ampak napravil je nekaj, kar ne bi smel. In tu verjetno marsikateri navdušenec govori, da George Russell bi moral zaradi te napake biti kaznovan. A treba je poudariti nekaj, takoj ko se je zavedel, kaj se je zgodilo, je George Russell na naslednjem ovinku namerno upočasnil svoj bolid. In kot vidimo na poročilu FIA, so opazili komisarji to njegovo dejanje in izračunali, da je bil tisti ponesrečen primer takšen, da je Russell dal približno 0,02 prednosti, medtem ko je na naslednjem ovinku izgubil več kot 0,2. In da smo si na jasnem, 0,2 sekunde je tren z očmi. Točno toliko. In tu bi rad poudaril, da v Formuli 1 je bistveno dejstvo, da se voznik ne okoristi iz določenega prekrška, iz določene situacije. Če beremo sama pravila, bomo takoj razumeli, da voznik, hočeš nočeš, mora voziti po progi. In ukolikor se zgodi, da zapelje izven proge, ne sme pridobiti tako imenovane trajne prednosti. Kolikor se to zgodi, mora trajno prednost nekako izničiti, vrniti položaj, ki ga je izven proge dosegel. Če to stori, komisarji ne ukrepajo. Če vztraja, seveda je kaznovan. In ker so komisarji videli, da je Russell napravil vse v svoji moči, da je popravil situacijo, tudi kazni ni bilo. Marsikdo se bo sedaj začel spraševati, ali je bilo sploh prvič, da smo v Formuli 1 videli kaj takega. Namreč okvara na tem sistemu je seveda možna, ampak izjemno redka. Komisarji so imeli tu srečo, da na veliki nagradi Azerbajdžana v sezoni 2018 se je zgodilo nekaj podobnega. Namreč
Perez, Stroll in Magnussen so imeli podobne težave in so dobili dovoljenje FIA. Se kdo sprašuje, zakaj Mercedes ni bil kaznovan? Enostavno zato, ker je bila napaka na sistemu, ki ga dobavlja neka tretja stranka, nek zunanji dobavitelj. In Russell je dobil izrecno dovoljenje direktorja dirke, da lahko uporablja bypass. Zgodilo se je, da je po nesreči aktiviral sistem izven tistega danega območja in morebitno prednost je enostavno sam izničil. Zato pričakovati, da bo zaradi tega kaznovan, je bilo že od prvega trenutka rahlo hudobno, vsaj takšno je moje mnenje. Namreč George Russell že slovi po tem, da je voznik, ki izjemno pazi, da spoštuje pravila, in že misel na to, da bi se okoristil z dovoljenjem, ki ga je dobil zaradi izjemnih razmer, je po mojem mnenju rahlo pretirana. Ampak moje videnje tistega, kar se je zgodilo na progi. Vseeno pa menim, da tudi tokrat smo spoznali malce bolje, kako deluje sistem DRS, in kar je še bolj pomembno, videli smo, kako se odzovejo komisarji tudi v primerih, ko zadeve morda na prvi pogled niso jasne. Namreč, ko smo videli, naprimer, da določen bolid ni imel tiste minimalne predpisane mase, ali pa ko je obrabil tisto distančno ploščo na dnu, je določen voznik imel prednost skozi celotno dirko. Ampak v primeru Russella na veliki nagradi Bahreina prednosti ni bilo. In seveda zaradi tega tudi kazni ne. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.